pozdrav vsem gledalkam in gledalcem. V prejšnji oddaji smo se podrobneje pogovarjali o samopodobi. Danes pa se bomo osredotočili predvsem na dobro samopodobo. Če ste gledali prejšnjo oddajo, se boste spomnili sodelavcev naše spletne TV, s katerimi smo tudi tokrat izvedli anketo. Dobra samopodoba meni pomeni zadovoljstvo. Zadovoljstvo, veselje, ponos, kot vedeti, da moje življenje gre v pravo smer. Dobra samopodoba, pa mislim, da je to, da ti sebe sprejmeš takšnega, kot si. Seveda smo se tudi tokrat pogovorili s socialnim delavcem in terapevtom Branetom Krapežem. Kaj je torej dobra samopodoba? Dobra samopodoba je pozitivna slika o sebi. Se pravi, dobro samopodobo ima nekdo, ki verjame, da je pozitivno človeško bitje, da je vredno človeško bitje, vredno ljubezni, vredno spoštovanja, vredno sprejemanja. Kaže se pa tako, da ljudje z dobro samopodobo so običajno sproščeni, samozavestni, optimistični v življenju. Kako se dobra samopodoba izraža na delovnem mestu? Dobra samopodoba se na delovnem mestu izraža tako, da je človek aktiven, da je samozavesten, da nima težav z izražanjem svojih potreb, da če ocenjuje, da je njegovo delo več vredno, kot je plačan, mirno, sproščeno to sporoči, prosi, zahteva, nima tovrstnih zadržkov. Tudi kaže se tako, da spoštuje seveda in upošteva tudi druge, da je sposoben nekega sodelovanja z drugimi na take načine. Predvsem je pa sproščen, kooperativen, pozitivno gleda na življenje in išče rešitve. Ne išče krivcev, ampak išče rešitve. Kako pa se dobra samopodoba kaže v partnerskih odnosih? Dobra samopodoba v partnerskem odnosu se izraža kot neka čustvena samostojnost, samozavest, samozaupanje, samosprejemanje, samospoštovanje. In seveda tak enak odnos kažemo tudi v odnosu do partnerja. Se pravi, ga spoštujemo, mu zaupamo, ga sprejemamo, kadar prihaja do konfliktov, skupaj iščeva rešitve za te konflikte in tako naprej. Kako se dobra samopodoba odraža v odnosu do sebe? Dobra samopodoba se seveda odraža tudi v odnosu do sebe. In sicer na ta način, da kadar naredimo kakšno napako, se ne obsojamo, ne izgubljamo časa s samoobtoževanjem, z občutki krivde, s prikrivanjem odgovornosti in tako naprej, z različnimi manipulacijami, ampak napako priznamo in takoj se angažiramo v smeri razreševanja te situacije, odpravljanja napake, odpravljanja posledic napak, prevzamemo odgovornost in zaradi tega se ne počutimo slabo kot človeško bitje. Se pravi, še vedno sebe sprejemamo, se cenimo, se imamo radi, ne glede na to, da smo naredili napako. Se pravi, da ločujemo sebe kot bitje od svojega vedenja. In lahko smo kritični do svojega vedenja, vedno smo pa pozitivno naravnani do sebe kot bitja in se sprejemamo in spoštujemo. Zakaj je dobra samopodoba pomembna? Dobra samopodoba je pomembna zaradi odnosa do sebe,
odnosa do drugih ljudi in odnosa do življenja nasploh. Če imamo dobro samopodobo, potem so tudi vsi ti naši odnosi dobri, tako odnos do sebe, kot odnos do drugih ali odnos do življenja nasploh. Če nimamo dobre samopodobe, pa prav tako trpijo vsi naši odnosi, tako odnos do sebe, kot odnos do drugih. To se kaže v različnih konfliktnih situacijah, prizadetostih, zamerah, jezi in tako naprej. Ali nas dobra samopodoba lahko obvaruje pred konfliktnimi situacijami? Dobra samopodoba nas ne more zaščititi pred konfliktnimi situacijami. Konfliktne situacije so normalni sestavni del življenja. Se pravi, do konfliktnih situacij prihaja, kadar pridemo v situacijo, ko se soočata dve med seboj izključujoči si želji ali dve med seboj izključujoči si potrebi ali pa dve med seboj izključujoči si mnenji. In zdaj ljudje, ki imajo dobro samopodobo, znajo na ustrezen način razreševati te konfliktne situacije. Zakaj? Ker znajo ločiti sebe od svoje potrebe in drugega od njegove potrebe. In ljudje dobro samopodobo se zavedajo, da nimajo opravka s medosebnim konfliktom, ampak s konfliktom potreb. Še vedno ohranjajo spoštljiv odnos do sebe in drugega človeka, hkrati se pa zavedajo, da je pred njim izziv, kako razrešiti to konfliktno situacijo, konflikt recimo dveh potreb, in iščejo rešitve. Ljudje s slabo samopodobo pa ne znajo ločiti sebe kot bitja od svoje potrebe in doživljajo, kot, ne vem, če se soočajo s konfliktom potreb in nekdo ne želi iti njihovi potrebi naproti zaradi nekih svojih razlogov, doživljajo to kot zavrnitev, kot degradacijo sebe kot bitja. Kako lahko gluhi in naglušni izboljšajo svojo samopodobo glede na to, da imajo okvaro sluha? Tukaj prvi izziv je samosprejemanje in s tem seveda sprejemanje te okvare, ki jo imamo. Sprijazniti se je potrebno s tem, da to okvaro imamo, hkrati pa vedeti, da ta okvara popolnoma nič ne govori o naši vrednosti, o nas kot človeškem bitju. Da smo popolnoma enakovredni, da nam vse pravice pripadajo, kot pripadajo drugim ljudem, in da lahko tako tudi v odnosu do drugih nastopamo. Ni nobene potrebe, da se počutimo, ne vem, manj vredne, manj pomembne. Smo ravno tako pomembni kot vsi ostali drugi. In dobro je, da se znamo tudi zavzeti za svoje pravice, da znamo izpostaviti svoje potrebe, da znamo prositi druge, da upoštevajo te naše potrebe. Vse te pravice imamo. Ni nujno, da se vsi teh pravic zavedamo, ampak dejstvo je, da jih imamo in bi bilo dobro tudi si to bolj ozavestiti, da kot človeška bitja smo popolnoma enakovredni kot vsi ostali ljudje. Z dobro samopodobo torej lažje in učinkoviteje plujemo skozi življenje. Mislim, da se je zanjo vredno potruditi. Lep preostanek tedna vam želim. Hkrati pa vas vabim k ogledu naslednje oddaje Kako si pa ti? Ta torek jo boste našli na naši spletni TV.